Jaz, cesarica Marija Terezija, 6. decembra 1774 uvajam splošno šolsko naredbo. Vzgoja mladine obojega spola je najvažnejši temelj resnične blaginje narodov, zato v našem cesarstvu uvajam splošno šolsko obveznost. Za vse otroke. Kdo sta videla? Kako sta prišla sem noter? Straža! Straža! Wow, Marija Terezija, vse je okej. Jaz sem tam še. Novak! Ja, s časovnim strojem sem prišla iz prihodnosti. Iz prihodnosti, ja, zato sta tako čudno oblečena. Midva sta čudno oblečena. A si se ti že danes kaj pogledala v gledalo? Ali? Še, pa ne moreš tako njej. Ona je ta kraljica ali neki... Se upravičujem. No, me veseli, da se znajo mladeniči v prihodnosti tudi upravičiti. Sprejmemo pravičilo. Ja, Kulmici, poslušaj, ti, kjer datum je danes? 6. december. 1774. Ja. Prav sva prišla. Ok, midva imava zate v imenu vseh otrok in najstnikov zelo veliko in pomembno prošnjo. Slušam. A nam lahko, lepo prosim, ne zamoriš lajfa s to šolo? Ja, ne dozen zdati te ven, Šolske naredbe. To, ja, to. Mi res nočemo šolo. To pa ne bo držalo. Vsak otrok si vendar želi v šolo, res. Ne. Kdo ti je pa to rekel? Ja, si se ti že kdaj pogovarjala s kakšnim otrokom? Ja, a jih nimaš tako 13? Imam. Za njih skrbijo guvernante. No, evo. In pa bo ta modelka izdajala neke šolske odredbe, pa sploh nima stika s končnimi uporabniki. Pa tam še ne moreš tako pred kraljico. Cesarico. No, to, no. Kaj praviš, Mici, midva tale papirček vrževa v kamin, pa vsi skupaj pozabimo na to. Nikakor, obvezna šola je ena mojih ključnih reform. Pa dober, pa dej ven kakšno drugo reformo, recimo demokracijo, ko pa to? Demokracijo? Da bi se ljudje sami odločali o stvareh. To je pa res neumno. Kakšna predrznost. Nikoli, nikdar. Straža! Še, zdaj le se opravič, Mici, da nama ne bo glav odbila. Ok, se opravičujem, ampak moraš razumeti, tale tvoja reforma je sprožila neko obsedenost z izobraževanjem. Najprej sedimo 9 let v osnovni šoli, potem sedimo še 4 v srednji in pol nekateri še 5 let na faksu. Ja, se je čudno, da nimamo vseh hemeroidov. Tam še, pa ne pred carico, no. Pa, se opravičujem, no. Ampak otroci morajo začeti hoditi v šolo. Kje pa bodo drugje osvojili potrebno znanje o svetu in pravila lepega vedenja? Ja, halo, na TikToku, Redditu, v komentarjih pod MMC članki. Mici, no, dej. Ej, kaj bi pa vi spremenili, če bi lahko potovali v času? Napište v komentarje.